Poletje se je začelo v Ljubljani, javnost vas pozna predvsem kot direktorja festivala Ljubljana. Mnogi pa ne vedo, da ste ob tem tudi vrhunski glasbenik, ki gostuje na številnih mednarodnih odrih. In k temu seveda priključimo še vaše zasebno življenje, da ste tudi oče, ne? Kako vam vse to uspeva? No, verjetno je najtežje od vsega biti oče in dober partner ljudem, ki živijo s tabo, ker tudi otrokom moraš biti partner, ne samo oče. Tako da takrat, ko sem doma, oziroma ko so z mano Janja, Eva Marija in Martina Neža, seveda se trudim, čeprav je to zelo težko, ker so skozi telefoni pa maili, jim posvetiti čim več časa. Ravno tako tudi mojima starejšima otrokoma Lani in pa Žigi, ali Žigu. Mislim, da je oboje pravilno. Žiga je profesor tolkal na konzervatoriju v Ljubljani, na glasbenem konzervatoriju. Lana je pa odlična violinistka in živi v Londonu. Tudi predava na Trinity College of Music, ravno tako enkrat mesečno na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Predvsem pa živi od svojega igranja po svetovnih odrih. Do glasbe dobro prenesli na podmladek? Absolutno, no Lana ima še to srečo, da ima dva očeta, Miloša Mlejnika tudi, ne, ki je njen pravi biološki oče in odličen čelist, mednarodno znan. Tako da seveda se mi zdi, da je to pomembno, smo pa vsi veseli ravno zaradi tega, ker smo uspeli obdržati te normalne pristne stike. Moja prva žena Ksenija je profesorica čela od Eve Marije in 24. junija ima Eva Marija svoje prvo tekmovanje iz čela v Italiji. Ja. Imate kaj treme? Zdajle imamo, seveda vežbamo vsak dan, ampak je bolje, kadar Janja vežba za Evo Marijo kot jaz. Jaz mogoče zahtevam preveč naenkrat. Nekoč ste dejali, da festival ni služba, da je način življenja. To je še vedno. To pomeni, da tudi zdajle, ko delava ta intervju in sem v bistvu v službi, nisem v službi, tudi zvečer, ko so prireditve in sem v službi, nisem v službi, uživam v tem načinu življenja. Seveda so tudi momenti, ko je treba, ko gre izključno in samo za delo, ampak če k temu resno, če si dovolj, kako bi rekel, odgovoren pri tem delu, v samem štartu, potem lahko zraven tudi na koncu zelo uživaš. Tako da to je to. Pa še ena stvar, gledajte, kako je Ljubljana lepa poleti. In jaz bi dejansko vse Ljubljančane povabil, da pridejo na počitnice na Ljubljanski festival. Bova v festivalu še nekoliko kasneje, še nekaj iz vašega otroštva. Vi ste že kot mladostnik, mlad deček vedeli, da boste glasbenik. Odkud ta ljubezen? Tudi vam so to starši predali? Ja, na nek način so, čeprav starši niso glasbeniki, niti noben v sorodstvu. Ampak ko sem bil majhen, toliko sem bil star kot Eva Marija, zdajle, kakšnih 7 let, 7,5, na eni poroki poleti, v eni vasi, Lancova vas se je reče, pri Ptuju. Mi je od tistih 4, ki so tam igrali na tej poroki godcev, bil najbolj všeč klarinet. No in potem sem šel v glasbeno šolo in potem tako naprej. Letos je že 65. festival Ljubljana, se mogoče spomnite, kdaj ste ga vi prvič obiskali? Ja, jaz sem ga prvič obiskal kakšne 2 leti prej, preden sem sem prišel šele. Moram reči, da ali pa kakšnih nekaj let prej. Prva predstava, ki sem jo tukaj videl, je bila Pandurjeva Šeherezada. In me je navdušila. Kaj se je spremenilo v tem času? Zdaj lahko vidite cel napredek. Spremenile so se tehnične možnosti.
Torej, tehnika je blazno napredovala, nismo imeli telefonov. Takrat se je šele začelo obdobje faksov, če se spomnite, kaj to je. Predtem so bile samo pisma in teleksi, ki so, torej si šel na pošto, pa so tipkali in je na drugi strani sveta lezel ven trak z tekstom. Ne? Pa ko smo ravno pri tej sodobni tehnologiji, se vam zdi, da to toliko vpliva na mlade, da jim mogoče je kultura nekoliko dlje? Ne. Ni več tako blizu? Ne, mislim, da je zaradi tega še bliže. Je pa seveda v rani mladosti potrebno paziti, da le niso popolnoma prepuščeni sami sebi v tem neznanskem oknu v svet, kar internet in vsa ta tehnologija prav gotovo je. Ampak nisem mislil samo o tem, mislil sem tudi odrsko tehnologijo. A veste, takrat je bilo vse analogno, zdaj je vse digitalno. Včasih so tehniki šraufali žarnice pa napeljevali kable. Zdaj tehnika, ki ne obvlada različnih sofisticiranih kompjuterskih programov za pripravo ali luči ali zvoka, sploh ne morete zaposliti. Tako da tukaj je bistvena razlika v teh 25 letih, kar sem jaz na festivalu.